S Kitkom v svet pravljic. Neka mati je imela tako lepo hčer, da ji v vsem kraju ni bilo enake. Zato ni bilo čudno, da so snubiči kar trumoma v oglede hodili. Mati pa je rekla: kdor hoče dobiti mojo hčer, mora tako dolgo z menoj govoriti, da bom rekla, to je laž. V soseščini pa je živel gospod, ki je imel 3 hlapce. Najmlajšega med njimi sta druga 2 imela za bedaka. Nekoč se je zgodilo, da bi morali ti 3 hlapci 3 voze gnoja peljati mimo hiše, v kateri je živela mati z lepo hčerjo. Zjutraj, preden so šli na delo, je rekel najstarejši hlapec: danes bomo gnoj peljali mimo tiste ženske. Govorili bomo z njo in jo pripravili, da bo rekla, to je laž. Celo najmlajši se je ponudil, da bo tudi on govoril z njo, a sta ga druga 2 kar preslišala. Naložili so gnoj in odpeljali. Najprej seveda najstarejši. Pripeljal je mimo ženske, ki je bila na njivi. Dobro jutro, bogdaj, mati. Kaj pa delate, mati? Zelje plevem, je rekla ženska. Zdaj hlapec ni več vedel, kaj bi še govoril. Počil je z bičem in pognal konja. Mimo je pripeljal srednji hlapec. Tudi on je pozdravil: dobro jutro, bogdaj, mati. Kaj pa delate, mati? Zelje plevem, mu je odgovorila. Tudi srednji ne več vedel, kaj bi še govoril, da bi mu ženska rekla, to je laž. Ošvrknil je konja in pognal voz naprej. Zdaj je pripeljal mimo najmlajši hlapec in pozdravil: dobro jutro, bogdaj, mati, kaj pa delate, mati? Zelje plevem, mu je odgovorila ženska. Mi smo ga že zdavnaj 9 kadi narezali, je vrnil hlapec. To je dobro, je rekla žena. Ni dobro, ker nam je vse zgnilo. To je slabo, je rekla žena. Ni slabo, jo je zavrnil hlapec. Zvozili smo ga na njivo in iz njega je zraslo debelo hrastje. To je dobro. Ni dobro. Hrastje je bilo vse votlo. To je slabo, je rekla ženska. Ni slabo, ker je bilo polno medu. To je dobro, je rekla ženska. Ni dobro. Prišel je medved in vsega pojedel. To je slabo. Ni slabo, se je zarežal hlapec. Ujeli smo medveda, pa smo iz njega 9 kadi medu iztisnili. To je sakramenska laž, je vzkliknila ženska in se takoj zatem že ugriznila za jezik. To pa seveda ni več pomagalo. Tako je najmlajši hlapec dobil najlepšo nevesto, čeprav sta ga starejša 2 imela za bedaka.